Moje ime je Danilo Slavko Emberšič, kot že rečeno imam dva imena, seveda me pa večina pozna pod imenom Danilo in sem kondicijsko-koordinacijski trener v nogometnem klubu Domžale. Od leta 2007 sem se v Domžalah ukvarjal pretežno z rehabilitacijami kolena. Nekje mislim, da zaradi pomanjkanja razvoja koordinacije so poškodbe kolen pri nogometaših zelo pogoste. In potem iz tega je začelo se sodelovanje najprej z mladinci, ker se je to potem nekako ugotovilo kot zelo koristno. Smo v bistvu že leta 2009 zadevo razširili na U15 in potem na U14 in to je nekje moje področje, ki ga jaz v nogometnem klubu Domžale pokrivam. Nižje starosti pa pokriva v večji meri Bernard Jarc in tudi individualno dela z določenimi višjimi kategorijami, ki imajo poškodbe. Dvakrat letno testiramo kompleten MNC spomladi in v jeseni z motoričnimi testi, se pravi, ti testi zajemajo hitrost 5 metrov, 20 metrov, 30, to so neki standardni testi, skok daljino z mesta, z drugim sistemom fotocelic pokrivamo vodenje žoge in pa vodenje brez žoge, tako imenovan TSS, VSS test in na koncu naredimo tudi BIP test. Tako da testi so v bistvu meni tudi osnova, na kateri gradimo potem treningu. Se pravi, če vidimo, da ni dovolj mobilnosti, da ni dovolj hitrosti, potem uporabljamo v treningih te motorike, več sredstev, s katerimi to izboljšujemo. Jaz nekje z mladinci opravim en trening povprečno najmanj na teden, ki je recimo nekako pripravljaln, potem recimo, ko malo tekmo, naredimo pred tekmo trening aktivacije, to je krajša varianta, 10 minut, kjer se pač določene mišične skupine zelo izpostavi hitrostnim zadevam, ki potem omogočajo, da mišični sistem hitreje funkcionira. Potem po tekmi naredimo občasno regeneracijo. Imamo na sreči Bistrico tukaj, kjer hladna voda ugodno vpliva na razvoj receptorjev, ki pospešujejo celjenje. Zdaj, v najbolj pomembno pri razvoju motorike je seveda starostna kategorija med 10 in 14 letom starosti, ključno za razvoj motorike. Zakaj? Zato, ker v tem obdobju otroci najbolj zrastejo. Nekdo, ki mu zraste zelo hitro stopalo, zelo težko teče naravnost, se pravi, pete se obračajo navznoter, posledično rotacijsko se komolci obračajo navzven in biomehanika se tako poruši. Eden izmed ciljev v Domžalah, kjer delamo z temi nogometaši, je, da seveda probamo doseči optimalen razvoj, se pravi, da je motorika na čim višjem nivoju, da bi bile predvsem poškodbe na čim manjšem nivoju. To potem seveda omogoča normalen razvoj mladincem in mladincem omogoča tudi, da potem lažje prehajajo k članom. Z vsemi trenerji dobro delamo, prišli smo do takšnega nivoja, da dejansko oni vejo, kaj lahko od mene pričakujejo, jaz vem, kaj lahko od njih pričakujem, povejo mi, kaj želijo in potem je meni v bistvu dosti enostavno narediti trening, ker oni vejo, v kakšnem stanju so nogometaši, a potrebujejo močnejši trening, potrebujejo lažji trening, regeneracijski trening, preventiven trening in potem seveda mi to prilagodimo temu, tako da jaz sem zelo zadovoljen tukaj v Domžalah. Tako da mislim, da imamo dobro znanje, da imamo dobre kadre in jaz si samo želim, da delamo natančno v tej smeri naprej in rezultati bodo sigurno prišli. Normalno so paci, sponi paci, ampak generalno gledamo, če pogledamo, kaj so Domžale MNC naredili zadnjih 6 let, vsekakor nekaj delamo dobro.